V elektronski znanstveni monografiji Izhodišča slovenske pripovedne proze 200-letna tradicija slovenske pripovedne proze od sredine 17. do sredine 19. stoletja je s kombinacijo tako imenovanih klasičnih literarno-zgodovinskih pristopov in kvantitativnih računalniško podprtih metod v novi luči predstavljena zgodovina slovenske pripovedne proze. Tej sledimo vse od Skalarjeve baročne meditativne proze sredine 17. stoletja do izida Ciglerjeve Sreče v nesreči leta 1836. Pri uvrščanju raznorodnih in raznolikih besedil v sistem slovenske pripovedne proze so upoštevani teoretski premisleki zlasti polisistemske teorije in kulturološko naravnanih prevodoslovnih teorij, pa tudi naratologije in postkolonialnih teorij. Na konec tega pregleda je postavljen nastanek Sreče v nesreči kot točka obrata, po katerem je v središče slovenskega pripovednega sistema začela prodirati izvirna slovenska literarna produkcija. V sklopu klasičnih pristopov je prva slovenska pripoved tudi na novo uvrščena v literarno-slogovno obdobje, saj je na podlagi raziskav zgodovine in razvoja nemške mladinske literature v obdobju restavracije tudi Ciglerjevo delo mogoče prepoznati kot tip biedermajerske literature. Drugi sklop monografije predstavljajo stilometrične analize ali kvantitativne analize stila, ki predstavljajo nadgradnjo klasičnih literarno-zgodovinskih raziskav. Analize so izvedene z orodjem Stylo in rezultati vizualizirani v programski opremi Gefi, temeljijo pa na primerjavi besedil glede na podobnost 100 najpogostejših besed, med katerimi prevladujejo nepolnopomenske besede. Orodje omogočata analize v različnih jezikih, pri pripravi elektronskih besedil pa je bilo treba upoštevati specifične jezikoslovne značilnosti slovenskega jezika. Posebej je predstavljena tudi vsebina korpusa elektronskih besedil. S stilometričnimi analizami smo preverjali stopnjo stilistične sorodnosti med prevedeno Šmidovo in Ciglerjevo pripovedno literaturo in primerjalno vključili tudi drugo pripovedno prozo prve polovice 19. stoletja. Poleg tega je s stilometričnimi analizami prepoznavana intenzivnost avtorskih, zgodovinsko-slogovnih in žanrskih signalov v zgodovinskem razvoju slovenske pripovedne proze in nenazadnje sistematično potrjena veljavnost stilometrije kot metode za preučevanje slovenske literature. Tretji sklop monografije prinaša tekstno-kritično primerjavo izdaj Ciglerjeve Sreče v nesreči. Od leta 1836 do leta 1991 je izšla v kar 6 oziroma 7 izdajah, če upoštevamo oba neuradna ponatisa nekaj let po prvi izdaji. Kolacija besedil je bila izvedena z enim od aktualnejših elektronskih orodij za tekstno-kritične izdaje, ki ga je mogoče aplicirati na različne jezike in različne jezikovne varietete. V tekočem besedilu so v monografiji predstavljeni tipični posamezni primeri sprememb iz ene v drugo izdajo, elektronski format monografije pa bralcu omogoča vpogled v vsakokratno primerjavo celotnih 2 ali več besedil z označenimi spremembami. Tekstno-kritično analizo dopolnjuje razprava o vprašanju kanonizacije tega Ciglerjevega dela, povezano tudi z vprašanjem razmerja med prevedeno in izvirno prozo ter zgodovinskim pogledom na dvonaslovniško oziroma večnaslovniško literaturo.